Komunalni prispevek, smeti, vrtec, gradbeno dovoljenje. Osnovne storitve, ki jih potrebuje skorajda vsaka družina, imajo lahko v slovenskih občinah povsem različne cene. Na primer, za enako veliko hišo lahko komunalni prispevek med občinami odstopa tudi za več tisoč evrov. Kje plačamo največ, kje najmanj? Zakaj enake storitve stanejo tako različno? 24 ur dejstva in Neža Štajner. Koliko časa čakamo na gradbeno dovoljenje, se med upravnimi enotami močno razlikuje. Najhitreje dovoljenje dobijo v Ljutomeru, kjer čakajo v povprečju 30 dni. Najdlje čakajo v Sežani 147 dni. V Ljubljani so leta 2024 občani čakali 175 dni, lani 72 dni manj. V povprečju smo sicer na vseh upravnih enotah čakali 92 dni. Kakšne so razlike pri komunalnem prispevku za 200 kvadratnih metrov veliko hišo? Med mestnimi občinami je najdražja Ljubljana skoraj 20 tisoč evri, tik za njo Koper in Maribor. Ptujčani plačajo 3-krat manj kot v prestolnici, najmanj pa v Krškem. Zanimive so občine v bližini prestolnice. V Trzinu plačajo 14 tisoč, v Domžalah nekoliko manj. Gradnja družinske hiše v Novem mestu. Dobrih 14 tisoč komunalnega prispevka. Kako bi bilo, če bi enako hišo postavili v Ljubljani? Dolenca, Damen Krese in Urška Kralj sta gradnjo hiše začela leta 2022, ko sta kupila parcelo v naselju 15 minut oddaljenem od Novega mesta. Sva izbirala lokacijo glede na prisotnost ostale infrastrukture, šole, trgovine, dostop do avtoceste, do urbanega območja. Danes sta v 4. fazi gradnje 240 kvadratnih metrov družinske hiše in že blizu vselitve. Je šlo relativno zelo hitro. Pol leta smo, mislim, da smo imeli vse. Zasnovo hiše sta zaupala arhitekturnemu biroju AAB. Pri čakanju na dovoljenje so med občinami velike razlike. V Ljubljani danes, jaz strankam že vnaprej povem, da traja cca leto pa pol do skoraj 2 leti, da pridemo do gradbenega dovoljenja. Recimo kakšne manjše občine, primer recimo Dolenjska, Novo mesto, Kočevje, so eni izmed, se mi zdi, da bolj efektivnih občin, kar se tiče obravnave vlog. Za komunalni prispevek sta plačala dobrih 14 tisoč. Ni zanemarljiv, je kar visok strošek. To je pač neke vrste davek, brez katerega ne gre. V Ljubljani definitivno govorilo okrog 24 tisoč evrov lahko. Razlog za selitev v drugo občino? Mogoče v Ljubljani, pa zdaj je res Vrhnika, Domžale, neko obrobje Ljubljane, pa se pa že stranka lahko premakne. Se mi zdi, da kakšna občina kot Trzin, Mengeš bistveno nižja. Stroški odvoza smeti se med občinami močno razlikujejo. Cene se gibljajo od 12 centov do skoraj 45 na kilogram. Razlika med najcenejšim in najdražjim izvajalcev je 4-krat. Komunale smo vprašali, koliko znaša cena mesečnega odvoza komunalnih odpadkov za 120-litrski zabojnik. Snaga oziroma Ljubljana slabih 10 evrov za en odvoz, Simbio v Celju skoraj 17 evrov za 4 odvoze, 4-člansko gospodinjstvo v Kranju plača 26 evrov za tedenski odvoz, Marjetica Koper za tedenski odvoz in 3-člansko gospodinjstvo zaračuna dobrih 32 evrov. Prodnik v 5 občinah za praznjenje črnega zabojnika računa dobrih 26 evrov. Kako na stroške gledajo domačini Domžal? Na občini pojasnjujejo, da je cena zbiranja odpadkov na kilogram praktično enaka slovenskemu povprečju. Za hišo pa, se pravi, smeti, kanalizacija, material, odpadki je 75 evrov. Če imam penzijo 880 je veliko, 1/10 skoraj. Ja, mislim, da so kar visoki. Ja. A vam to predstavlja velik strošek? Ja, meni kar, ko imam majhno penzijo. Jaz mislim, da ne, da imamo standardno. Mislim, da je kar lepo poskrbljene. Ja, se pozna. Tako, izpred let. Lahko bi bili nižji stroški. Pri mami pa pri sinu, ko vidim, je podoben. Kje pa živijo? V Ljubljani.
Razlike so zaradi različnega števila prebivalcev, količine zbranih odpadkov in razvitosti javne infrastrukture. Ljubljana je gosto poseljena, ima velike stolpnice, veliko stanovanj. Pride smetarski avto v eno ulico in pravzaprav v tisti ulici pri 2-3 blokih se napolne in odpelje v regijski center na obdelavo. Na drugi strani imamo pa recimo Tolmin, kjer se lahko tovornjak cel dan s 3 delavci vozi po tolminskih hribih in pripelje v njihov center samo polovico tovornjaka. Torej je cena, strošek na eni strani, na tono, povsem različen, posledično tudi cena. Dražijo se vrtci, ponekod cene programov znašajo že 800 evrov in več. V Kamniku skoraj 830 evrov, v Ilirski Bistrici 813. Starši v povprečju plačajo 216 evrov. Plačajo manj v primeru kredita. Na Brezovici je 813, v Sevnici in Postojni okrog 800. A starši teh zneskov ne plačajo v celoti, odvisno je od dohodkovnega razreda. Nova cena vrtca za 582 otrok v Postojni. Ekonomska cena za starša za prvo starostno obdobje trenutno znaša 785,92 evrov. S 1.12. smo ceno podražili, res je, gre za približno 14%. Podražitev ravnateljica utemeljuje z višjimi stroški, plačno reformo, božičnico in z manjšim vpisom otrok. So se ti materialni stroški potem pa razdelili na manjše število otrok. Podražitev je sprožila buren odziv staršev. Da bi kakšnega izpisali iz našega vrtca, se pa to še ni zgodilo. Največ staršev plačuje med 280 in 344 evri, kar je 34 oziroma 41 evrov več kot pred podražitvijo. Starši 26 otrok, ki se uvrščajo v najvišji dohodkovni razred, pa plačujejo 616 evrov oziroma 74 evrov več. Po podatkih finančnega ministrstva je najbolj razvita Komenda, najmanj pa Hodoš. V Komendi je cena vrtca v prvem starostnem obdobju 705 evrov, komunalni prispevek pa nekaj manj kot 13 000 evrov. A visoka razvitost Komendi prinaša tudi svoje izzive. Občina Komenda je najrazvitejša zaradi infrastrukture, delovnih mest in močne poslovne cone. Smo se strani državnih organov skoraj vedno, po domače rečeno, tepeni, da ne uspemo na razpisih. Ko si razvit, so tudi potrebe večje. Tudi na razpisu za gradnjo vrtca niso bili uspešni. Starši plačujejo enake cene, kot so drugje, vendar je pa kvaliteta bivanja v teh prostorih, seveda, ker je vrtec star že več kot 50 let, zelo slaba, oziroma imamo en del tudi kontejnerski. Največja dodana vrednost občine, poslovna cona. Tam se nahaja 135 podjetij in 4500 zaposlenih. Letališče je blizu, Ljubljana je blizu, avtocesta je blizu, bližina podjetja, vsem sodelavcem pomembna, da ne preživijo uro pa pol v avto. Vsak dan čutijo prometne zamaške. Na novo cesto čakajo že 17 let. Že od leta 2008-2009 obstaja lokacijski načrt za dokončno izgradnjo obvozne ceste. Se še vedno pregovarjamo z ministrstvi, z agencijami. Včasih čakaš pol ure, da prideš ven iz cone. Število podjetij je močno naraslo. Leta 2012 nas je bilo okrog 120 zaposlenih, zdaj nas je v tej stavbi za mano že več kot 300. Težava so tudi izpadi elektrike. Podjetja občasno doživljajo izpade električne energije, ustavi se proizvodnja, to je povezano z velikimi stroški. Letos lahko pričakujemo tudi do 30% padec stroškov za komunalne odpadke na položnicah. Več o cenah vrtcev in stroških storitev v drugih občinah na 24ur.com.